v mojem življenju še en tak manjši kaos in mi ne uspe v bistvu praktično niti pakete odpreti. Zato sem se odločila, da bomo na hitrico skupaj jih odprli, pogledali kaj je not, pa mogoče tako kratko review kakšne zadeve, če sem slučajno manj kaj pametnega povedati o njej. Kje bomo začeli? Dajmo kar preškatli, ker je verjetno ne boste nikoli dočakali, da bom jaz naredila unboxing, ker v štartu, ko moja miška vidi, da je to roza škatla, je to konec in mora to ona odpreti in to je njeno in konec sveta bo, če ona tega ne odpre. Prva stvar je eyeshadow, to je taka rozikasta. Precej šimrasta zadevščina, ziher pa sicer lepo šla z očmi, ampak bomo videli, kako bo v realnosti. Potem je tukaj Freedom HD Pro Finish. Vedno iščem, mislim, da danes mi bo pa sonce malo nagajalo. Vedno iščem nove finish pudre, ker imam zelo masno kožo. Potem pa iščeš čisto ta neko umestno stvar, da ni preveč cakey, da ne izgledaš, da si padel kilo moke, ali pa tako, da zdrži glih 1 uro, da se ne svetiš, kad iska kugla in to je to, ne. Naslednja stvar je koda za brezplačno poštnino. Tale paketek je blogerke razveselil za dan žena, tako da je koda dan žena, ki vam bo prenesla brezplačno poštnino in jaz bi vam rekla, da poglejte čopiče. Real Techniques pa Makeup Forever so v bistvu tudi čopiči lušni. Pa od Freedoma čistila za čopiče, tako trdo milo, kot tisto dezinfekcijsko. To so pač moje najljubše stvari, ki bih rekla, da nas večina rabi. Še zadnja stvar je Revolution Ultra Pro HD Cream Contour Fair. Barve izgledajo primerne zame. Ne vem, kako se bojo te kremne zadeve vnesle, ampak bomo pogledali. Takole. Tale pa tale izgledata fajn, pa tale je super. Zadeta tam ne, pa pri meni več ne gremo skozi, no preveč svetla. Naslednji paketek, ki je prišel, je bil od Essence. Essence ima spet prenovo, torej nove izdelki, kar nekaj jih je šlo ven s polic. Jaz sem dobila, poleg lakcev ste že videli, mislim, da imam že svoče ali pa ne vem, ki je gor. Nova kamuflaža, tale od Essence, nisem je še niti odprla. Von je tak malo bolj plastičen. Dosti sveto zame. Na prvo žogo bi rekla, da je mogoče manj prekriven od Catrice. Potem je tukaj Vibrant Chalk Matte, številka 11. Zgleda tudi prekrivna je kar precej dober. In še zadnja stvar, to je Metal Shock No. 5. Tale pa že bolj moja topla, vijolična, ki prav tako zelo dobro izgleda. Tale mora iti po hitrem postopku, ker bo ziher super. Potem je paket, ki ga še nisem odprla. Tole je od Oriflame, predvidevam, da je za 8. marca. No, glejte, jaz bom čist v vijolični barvi. Krasen lakec, ki je v odtenku Grape. Ja, kar dobro poimenovan. Moram priznati, da v bistvu, sem sploh že probala nekater njihov lak, tako da tole bo kar treba. Ter še katalog. Moram večkrat si vzeti čas danes, pa iti malo čez, pogledati, kaj je še kaj takega zanimivega. Že dolgo časa si nisem kaj naročila od Oriflame. Hvala Oriflame. Naslednji je konkurent Avon. Tudi ta mislim, da je za dan žena. Rose Bouquet. Bubble Bath. Tole je pa nekaj za mojo tamalo. Sem čakajte, da vidim embalažo. Vam lahko garantiram, da jaz do tega ne bom prišla. Ter še
Like šminka. Če ste videli prejšnje video, jaz sem dobila Very Cute odtenek. Smo bili na predstavitvi nove znamke Avonove, ki se imenuje Mark. Zelo, zelo cute embalaža. Meni so bile v bistvu šminke tiste, ki so mi bile daleč najbolj všeč, tako da sem vesela, da sem dobila ravno šminko. Pa pogledamo, kako se primerja. Aha, tale je pa bolj rozika. In tak bombončkast bon ima. Bomo videli, kako bo to na ustnicah, kako hitro bo kaj zbedelo. Embalažice so bile res cute, tako da sem res vesela, da bom lahko probala kakšno šminko iz tega range, ker se mi zdi, da mi je bilo v bistvu to poleg lakov seveda najbolj pri srcu. Najlepša hvala, Avon. Naslednji paket je z Japonske. Predvidevam, da je krema za sončenje, ker sem letos, lani sem rahlo obupala nad evropskimi, tako da sem kupila samo od LRP-ja Cicaplast SPF 50. To je pa to, vse ostale bodo azijske, tako da letos boste pač lahko videli, kakšno je moje mnenje o azijskih kremah. Potem pa bomo videli, kaj se bo naslednje leto odločila, katere bodo azijske ali evropske, čeprav moram še zdaj povedati, da sta prvo azijsko, sem bolj zadovoljna z evropskimi. Pa so kemični filtri, ki drugače težko prenašam. Tokrat sem se odločila za Biore, vodni gel. Pa bomo videli, kakšna je sama struktura, formula, če mi bo všeč. Kot vidite, je zaščita konkretna. Naslednji paketek je pa moje naročilo. Ordinary, končno sem ga oddala. Po prvič povedano ne vem več, kaj točno je v paketu, ker določenih stvari, ki sem jih hotela, ni bilo na zalogi, pa so ravno nove stvari prehajale, ampak mislim, da sem večino vzela izmed teh, ki so že nekaj časa. Pa mi je v spominu ostalo, da so bile pohvaljene, pa sestavine so se seveda bolj ustrezale moje koži. Malo se mi zdelo zanimivo, da ko sem gledala, ali bi vzela ta njihov višji cenovni razred ali The Ordinary, večina stvari, v bistvu, če ne kar vse, ki so mi bile všeč, so bile za Ordinary. Pa ne, vem, da so same aktivne sestavine kvalitetnejše, ne v drugih, samo te baze, enostavno večina stvari, ki je bila not, se mi je zdelo, da me bom rešila pored, tako da prvo naročilo je Ordinary. Potem bomo pa videli, če ne bo kaj drugega DCM-a še dobro. Dvojno pakiranje. Pa začnimo. Lactic acid pa hyaluronska. Tole se mi je zdelo, nekako upam, da pač ni ta glih ta pocen glicerin, pa da se bova dobro razumeli. Hyaluronsko imam vedno rada, je ni nikoli zadosti. Laktična, mlečna slovenski prevod, pa tudi bi skoraj da morala biti tale na pipetu. Številka 2 je High Spreadability Fluid Primer. Tale, težko zapreti. Primer sem vzela zaradi tega, ker je bil ful pohvaljen za masno kožo. Zdaj pač so silikoni, ne pričakovati ne vem kaj, ne? Je na kapalko, pa bomo videli, kako mi bo mašilo pore, ker zdaj sem uporabljala večino tedna od BU mat nekaj primer in nisem dobila nekih mozoljev, kot lahko vidite, absolutno nimam make-upa danes gor, danes je dan za resting, day off. Tako da sem bila navdušena, ker prej sem ga uporabljala tako enkrat na teden, pa sem vedela, da se mi kot primer dobro obnese, da zelo lepo nanesem podlago, ampak zanimalo me je pa zdaj specifično, ali bom dobila mozolje ob malo pogostejši uporabi. Zaenkrat jih še nimam, saj nič novega na obrazu. Naslednja stvar, Ordinary je Matrilix 10% ter hyaluronska. Če se bo hyaluronska ponavljala, dejansko imam zelo rada hyaluronsko, kar zelo dobro moje dehidracijske probleme drži pod kontrolo.
tale je spet s pipeto. Ni mi čisto najbolj všeč, da so stekleničke svetle, imam veliko raje temne stekleničke pa teh izdelkih. Niacinamid 10% in cink 1%. Tale je tako, no, zelo so deljena mnenja. Jaz osebno po niacinamidu, ne bom se potrudila niti še enkrat izgovoriti, po temu B-vitaminu dobim dostikrat mozolje. Pa me zanima, če je zelo visoka koncentracija, ali bom jaz spet dobila mozolje. Po drugi strani pa pričakujem, da mi bo majčkeno zožil poje. Kaj bo res, kaj ne, pričakujte v naslednjih mesecih. A je še kaj, še težka. Punce so rekli, rok trajanja je 1 leto. Sem rekla, potem bom pa jaz lepo šuso naročila, 1 leto bo že zdržala, ne bomo pa videli, kako naprej. Tudi ta je v dvojni vrečki. Retinol, 1%. Tle sem se odločila, a bom vzela tega ali tistega, katera že opcija imajo 2%, pa sem potem rekla, bom kar par 1% ostala. Pa bomo videli, tole niti ne gre, ne bom zdaj gor dajala, ker v tem času jaz zaključim počasi s kislinami in nadaljujem potem spet v jesenskem, ko sonce ni več tako močno. Tako da gre v hladilnik. Videla, sonce je že kar, tako da dvomim, da bom tole še uspela kaj preveč testirati. Hialuronska kislina 2% plus B5. Kar mi je bilo všeč sestavinsko, ki sem naročila, tako da mi je že očitno moralo biti. Ja, v bistvu takoj za vodo je hialuronska kislina, tako da spet steklenička, tale je že majčkeno šejkana. Naslednja stvar je alfa-arbutin 2% plus hialuronska. Ja, res je veliko hialuronska, vse posod je nekaj hialuronska. Tale mislim, da je za beljenje, pa me je pač firbec smatral. Tale je, večkrat je problem, ker tudi tole je že skoraj konc, ker moraš kar fajn SPF imeti za uporabo, ampak mogoče pa kje že majčkeno še uspem potakati not v rutino, glede na to, da zdaj imam azijske kreme, ki so veliko boljše in zaščita res taka, kot je treba. Še zadnja stvar je pa kofein 5%. Tale je bolj mišljena za okrog oči. Tole bom sploh videla, a bom res folijes testirala ali bom bolj dala mami. Tale pa je v temni steklenički. Še v temnejših bi si želela, da bi bila vse stvari. Se mi zdi, da kljub temu, da te stekleničke so, se mi zdi več kot so dražje. Bi bilo bolj, da je 1 evro več pri vsaki, pa imamo temno stekleničko. Na tem zagotovo nisem toliko navdušena. Naslednja je od Caudalie. Caudalie je imel take mini negice za blogerje pred časom. In ko sem bila na negi in je ful padal oči, to je bila njihova grozna voda. Vem, da večina ljudi ima raj tisti njihov eliksir, ampak, tisti alkobomba, naša maestra ga ima zelo rada in ni za super občutljivo okolje. Medtem ka tole, jaz sem bila čisto. In kot vidite, sem si izbrala verjetno najcenejši izdelek v njihovi ponudbi, ampak mene je res navdušil, ker tudi not je v bistvu samo grozna voda. Tako da fajn mi je tudi za, ko se malo preveč zmatiram, pa tako na hitrco, da tale odstranim mokast videz, ker ne vem, če boste videli. Je tole kar nežna vodica.
Tudi poleti je zelo fajn za osvežitev, zdaj imam LRP-jevo, ampak bom kombinirala obe, pa bomo videla, katera je boljša. Embalaža je tlele definitivno precej večja, tako da poročam. Poslali so mi še dva izdelka iz nove kolekcije Vine Active. To sta ta dva. Eden je Glow Activating Anti-Wrinkle Serum. To je tole. Vidimo, kakšen je občutek. Tole je. Ta njihov značilen rahlo grozni vonj meni sicer všeč, kar tisti blazni parfumirani, se ne maram. Je precej nežen, tako da še nekaj testiram, bom vedela kaj več. Tole je pa krema za oči. Tako je. Da ima še kakšna ta tekstura. Ta je pa bolj bogata tekstura. No, vidim, ta je rahlo glicerinska. Kar v bistvu meni je pa krema za oči kar lušen, ker imam že kar dost gubic. In potem, če dam glicerinsko kremo spodaj, pa šele na to korektor, se mi veliko manj usede gubice. Tako da potem so mi take stvari kar dobra izbira. Še zelo lušna predstavitev. To bomo kasneje prebrali. Ter še nekaj, kar mi je vam padlo. Moisturizing Sorbet. Torej, zelo dober izbor stvari, ki so primerne za mojo kožo. Tole je pa takšen. Z veseljem bom testirala in se oglasim čez nekaj časa, ko vidim, kako so se stvari odnesle na moji koži po negi, kjer mi je zelo, zelo super kozmetičarka dajala stvari gor. Nisem imela ne mazona, ne reakcije. Tako da to je pri meni že kar tako manjši čudež. Zato sem rekla, da bom več pogledala, kaj vse imajo, kaj znamka ima in jo mečkam bolj spoznala. Tako da vam poročam, kaj vse sem odkrila. Prejšnji teden smo imeli Curapraxov event, kjer so nam predstavili njihovo novo sonično ščetko. Meni je bila glih zato všeč, ker ima zelo veliko manjšo glavo, ker meni to avtomatično pomeni tele zadnje zobe zelo težko dosežem. Tako da je za pogledati, jaz definitivno bom malo bolj raziskala to so zadeva. Zraven smo pa dobili še novo Black and White Lime Mint. Meni je ta ščitka, mislim, ščitke so mi tako super, meni je ta pasta super, ampak moja zabarvanost je od čaja, kave in že v štartu nimam zelo mojih rumenih zob. Za take se mi zdi, da nas je večina jo pohvalila. Tisti, ki so kadilci, ste bolj tako. Tukaj to bomo še mečkaj raziskali, bomo kakšno anketo v Ljubim kozmetik odprli, pa bomo pogledali, kje ste tiste, ki ste bolj nezadovoljne, ker pri nas je cel tim, pač plačamo tudi to 20 plus evrov ceno in si kupimo, ker realno mi dva porabljava z mojim mesece. Tako da težko bi vam rekla, da ni vredna mi tega denarja, ker mi ne poškoduje sklenine, kar je zame itak najpomembnejše, pa dejansko imam bolj bele zobe. Tako zdaj, ki ne uporabljam, ja, imam spet bile rumene. Ta zadnja vrečka, I think, je od Kolistarja. Kolistar je predstavil novo transformator kremo, kjer, da vidim, kaj še ne, tole zraven, kjer vi sami domešate določene stvari notri, da ustvarite pač masko pilinkarko. Jaz limone ne bom dodajala, ker veste, kakšno moje mnenje je o tem, da dodajamo limono in ker nimamo nobenega nadzora nad tem pH-jem, razen če imate ful teh lističev, pa jih boste noto dajali, pa primerjali, se jaz za to opcijo pač ne bom odločila.
Tudi na mesto sladkorja bom jaz preizkusila opcijo z ovsenimi kosmiči ali pa mogoče s proseno kašo. Te stvari so meni boljše kot pač sam cukor. Zdaj je cukor že tako bolj grob, ampak če uporabite tiste, ki so nežna zrnca prosena, je kar lušen piling, pa če jih recimo zelo fino zmeljem, se mi zdi, da se kar pozna na koži, no? Podobno je z ovsenimi kosmiči. Tako da jaz bom testirala s tem, pač z oljem logično ne, ker imam masno kožo. Pa z medom bom pa mogoče, kljub temu, da sem po testiranju intolerantna na med, si upam, da je to pač bolj inside, pa ne outside, tako da bomo videli. Pa jogurt spada v ista kategorija kot med, tako da. V glavnem, jaz bom testirala kosmiče, pa proseno kašo. Poročam. Potem je pa še nekaj takih malenkosti. Imeli smo tudi Afrodita, Collagen Event. Osebno sem pač navdušena na njihov professional linijo. To je tista, ki me vedno vprašate, to je tista, ki se kupi v njihovi spletni trgovini. Pa takrat, ko je kozmetični sejem, imajo tak zelo velik štand, jaz upam, da ga letos to imeli. Tako da prinesite cash sabo, ker je cenej, profesionalna linija je ful boljša od drogerijske, tako da si naredite zalogo. Sploh, žal, jaz pač, meni je bolj všeč, kljub temu, da je dražja, je zame osebno boljša. Jaz bom testirala tale serum. Kremo za suho kožo ima že mami v testu in jo že testiram, tako da bomo videli, kaj bo poročala. Zdaj sem že nekajkrat probala tale Fresher Skin in bom tako rekla. Vsi tisti, ki me sprašujete, katero BB kremo vzeti, tole. Ni BB krema, ampak deluje dejansko boljš kot večina BB krem, pa ni tako zelo, ni cakey. Jaz sem jo gor dajala s prsti, pa z beauty blenderjem. Ni mi bila cakey, lepo se je nanesla, enakomerno se je razporedila, nisem videla nobenih stranskih učinkov, razne zamešene pore ali pa karkoli. Tako da ta se mi je v bistvu uspel priljubiti in zna se zgodi, da ga bom poleti izredno veliko uporabljala. Glejte, presenečenje, ne? Sem mislila, da mi bo pač krep. Pa ni. Druga stvar so pa te nove šminkice. Tale je 200 Salute in je res, ja, zelo težko mi je prijeti, ampak je nekaj, kar je meni pisano na kožo. To je tale odtenek. Sem ga že kar nekajkrat nosila. Von je tisti tipičen rimelov, ki si ga sicer želim, da ga ne bi bilo, ampak se hitro razdiši. Zelo prijetna na ustnica, ni to čisto mat, ampak ena izmed tistih šmink, ki jih vse imamo, ki jih vržeš, naneseš in je vedno tipi-topi, te malo zbudi, izgledaš malo lepša in to je pač to, ne. Tudi, ko bledi, se ne vidi nekaj blazno, tako da, ja, tole kar priporočam, ampak ta je bil edini odtenek, ki mi je bil res uporaben pa všeč. Real Techniques čopiči so ponovno v DM-u. Meni je v bistvu tale bil tist, ki mi je najbolj manjkal. Jaz osebno sem potrebovala še tegale za finish in se mi je tale zdel, glede na to, da imam pač že nekaj njihovih, pa tudi blush brush, sem vedela, da so zelo mehke te zadeve. In sem se za tega odločila, ker rabim novega, ker rabim velikega, pa rabim nekaj, kar mi ne bo razpadlo glih po enem letu, kar raj pač zdaj kupam in potem imam vsaj 6 let mir. Tako da mislim ta zaenkrat, tako pač mehk zgled, kot ga imam prvič v roki. Bom oprala, bom začela uporabljati, če bo se izkazal za to, kar mislim, da je, definitivno poročam. Zadnja stvar mi je pa kupila naša maestra, je pa H&M sponge, ker jo je ona testirala in je rekla, da je super duper mehka, potrdim. Res gleda zelo lušna, tako da tole bom kar dala v pranje in jutri uporabila, ter kmalu poročala, kako se je obnesla moja. Medtem, ko je tista iz Millerja Body and Soul
ni bila niti približno. Mislim, tisti tako kot kamen ali pa ne vem kaj in to jaz dam samo moje temali, da se s tem špila, ker za kaj drugega pač tista stvar ni uporabna. Nekatere pravijo, da vsake tok je kakšen v redu izdelek, ampak mislim, ne, žal, mora biti vsi ali pa nomeden, tako da ne, tistega ne priporočam. Ok, tole je bilo po moje to. Saj mislim, da nisem nič drugega zgrešila. Kmalu se, ne bom rekla, da se kmalu vidimo, ker se verjetno ne. Še 3 mesece do selitve, pa nimam ne oken, ne vrat, ne parketa. Uživajte v sončku, v pomladi, imejte se lepo, ko se slišimo, pa vam prinesem spet kaj novega. Čau, čau!